Dober dan in dobrodošli v oddaji Najina zakon zgodba, v kateri bom Benjamin Siter danes v Krškem studiu Družine in življenja gostil Boštjana in Tinkaro Čerin. Živijo, dobrodošli. Živijo. Dobrodošla, sem vesel, da ste prišla v Krško. Vesel sem tudi, da vam je uspelo priti v Krško skupaj z dvojčkoma, ki se čuvata spodaj. Tako da hvala, da ste si v bistvu vzela svoj čas in da ste prišla sooblikovati tole oddajo, nam povedati svojo zakon zgodbo. Ta format oddaje smo imeli v času korone, kjer smo z pari iz Družine in življenja nekako imeli te pogovore in smo šli v živo. Ker pa je to logistično zelo zahteven projekt, smo se zdaj odločili, da obudimo ta projekt s to razliko, da se pač oddaja posname. Tako da evo, zdaj smo tule en petek dopoldne v Krškem. Pa mi mogoče na začetku povejta, Boštjan, tako en delček svoje zgodbe, ti si namreč že bil pri meni na oddaji čist pod drugim, se pravi kot skupaj še z enim možem, s katerim ste skupaj delali Exodus. Seveda po priimku sodeč si sin Aleša Čerina, ti pa ta mlada, a ne? Tinkara. Ampak da mečke na kratko riši svojo zgodbo, potem bom prosil še Tinkara, da pove svojo zgodbo. Ja, tako ko poslušam druge zgodbe ali pa ko sem slišal Tinkarino zgodbo, imajo vsi neko prelomnico, rečejo, takrat sem se spreobrnil pa začel bolj verovati v Boga. Meni se zdi, da je bil ta odnos z Bogom pri meni že tako konstanta je bil že od otroštva naprej. Je bilo pa tista mogoče že zakrament Svete Birme, je bil zame zelo močna izkušnja. Takrat smo imeli res enega dobrega kaplana, Jurija Štrausa, in takrat se mi zdi, da sem naredil eno tako močno spoved. In se mi zdi, da zakramenti so v bistvu darilo Boga, zdaj pa kaj boš s tem darilom naredil. Ti si že takrat kot mulc ugotovil, kaj s tem početi. In se mi zdi, da ja, sem že takrat rekel, dobil bom darilo, kaj bom s tem darilom naredil. In se mi zdi, da po zakramentu so se mi stvari kar tako začele dogajati in se mi zdi, da ja, Sveti Duh da darove, zdaj pa kaj boš z njimi naredil. Tako da pol me je pa ja, življenje vodilo. Gimnazijska leta, vzponi padci, tako kot je mladostništvo. Pol pa zelo veliko časa sem preživel kot skavt, kot skavtski voditelj. Znaš ali pa si znal en čas nazaj zanetiti ogenj? Ja. To sem slišal. Vprašanje je s čime, ne? Ja, zanetiti tako s palčko ali kako? Torej že kot otrok sem se ukvarjal s tem, da z lokom zakuram ogenj. Hudo. Samo enkrat mi je pa uspel tudi na roke, torej, da vrtiš palčko. Tako da ja, mogoče to je še izziv za prihodnost, da bi bil malo bolj vešč v temu. Jaz sem se mojem 5-letnem sinu pohvalil, da poznam enega, ki to zna. Tako da imam veze. Z lokom pa gre, no. Sicer, če me zdaj povabijo na kakšno delavnico, se kar našvicam. Nisem več toliko v formi, ampak bi šlo. Bi pa še znal. Hudo. Ful dobro. Se pravi, ta skavtska popotnica plus ta duhovna, bi rekel, v katero smo kar napolno na hitro šli noter, se ti zdi, da je to dvoje nekako bilo temeljna ali pa glavna priprava za življenje, ki si jo prejel? Ja, mogoče bi rekel, da so skavti prostor, ki te ne unamejo za Boga, ampak skrbijo, da je ves čas malo žari ta vera. Pa da imaš izkušnjo, da Bog ni ločen od tvojega življenja, ampak Bog je del tvojega življenja, vera je del tvojega življenja. Plus te življenjske izkušnje, čist praktične, ne v resnici, plus tako se mi zdi. Oblikovanje značaja. Tako, ja. To je predvsem Daj mogoče kaj več o tem povej. Kako se skavtski značaj oblikuje? Baden-Powell si je to zamislil, da so skavti zato, da se oblikuje značaj na vseh področjih človeka in to je meni všeč. Kaj konkretno to pomeni? Na telesnem, na miselnem, na socialnem, na vseh področjih socialnem. In lih to, ne grem zdaj k maši, pol grem pa na fuzbal, ampak
pri maši sem skupaj s svojim telesom in se čutim kot jaz kot oseba tam. In ko grem nogomet, sem tam skupaj z Bogom. Ne morem zdaj v cerkvi ločevati stvari. Sem celota. In se mi zdi, da skauti to dobro skupaj povežejo, da smo osebe, da živiš eno življenje. Mogoče je bolj tak praktičen primer, da te skauti, ne vem, recimo ta socialni vidik, da, ne vem, si pol naravnan na to, ker v skautu vsak dan naredi vsaj eno dobro delo, in skaut pomaga bližnjemu. To je en zakon skupaj. In da, ne vem, po moje, da si bolj pripraven, da pač, če vidiš človeka v stiski, da pač greš, da si mogoče malo bolj naravnan na to. Na drugega. Ja, to bi si jaz upala trditi, da pač na to služenje, ker vedno je pri skautih služenje, že v bistvu od Volčičev, probavih tudi po moje. Je zmer to neko služenje ukomponirano noter v program. In da pol to ti nekako priraste, ali pa recimo zelo to skaut skrbi za stvarstvo in njem vidi naravo in njej vidi Božje delo. Da pač pobereš spotoma smet, pa jo daš v koš. Se mi zdi, da take mehne stvari, da te lahko skautstvo spremeni. Se pravi, Tinkara, ti si tudi skautinja. Ja, ampak jaz nisem skautinja od majhnega, kakor je Boštjan. Jaz sem v bistvu šele v klanu prišla. Bila sem stara 17 let. A res, pa si se takrat odločila za skautinja? Ja, v bistvu takrat sem pa jaz sem drugače iz župnije Jarše pri Domžalah. Pol pa, ne vem, se mi je zdelo, da je bil tako nek tak krizen moment in imam pa pač tudi prijatelje v Domžalah in me je povabila tja v zbor. In sem nekako v Domžale prišla in tam sem pol tudi spoznala, so bili v tem zboru tudi pač ljudje, ki so bili tudi skauti in smo pa tako, mislim, zdaj smo prijatelji rata in pa tako, jaz bi tudi klele bila, Ker drugače moja sestra pa brat, pa sestrični so bili vsi skauti, ampak v Homcu, ker sem bila majhna, sem videla skauti, sem tako, jaz ne bom skautinja, zaradi tega, ker so umazani, pa tako stečejo, In meni je bilo to, zdaj, ko sem bila voditeljica, mi je bilo to najboljša reč, pač umazan si in tečeš. Pač se ganjaš tam po hosti ali pa kjerkoli. Še celo balka jest. Ja. Ko si treba kaj umazati, gremo. Bravo. Si jaz mislim, da nadoknadati moraš zdaj nazaj. Ja, tako da pa sem tudi jaz prišla k domžalskim skautom in v bistvu pri skautih so se mi lepo spoznala tudi na koncu. Aha, na koncu. Mislim, na koncu. Kdaj ste se spoznala? Spoznala so se eno leto potem, jaz sem prišla 2014 k skautom, spoznala so se 2015. Se pravi, stara si bila 18. Stara sem bila 18 let, lih maturantka tisto leto. Zakartala sva si življenjem. Tako. Spoznala sva se na orientacijskem tekmovanju Jakec, ki je v bistvu pač to iz vse Slovenije. To je največje tekmovanje. Skautsko. Okay. V Logatcu. In jaz sem šla lih na to dnevno Jakec, Boštjan je šel pa na Jakec solo. Pač on je velik. Solo pomeni, da v bistvu vzameš karto in sam laufaš in greš po točkah. Tak. Medtem, ko vse ostale kategorije so pa v bistvu skupinsko, pa imaš pa še nalogice na točkah. No in jaz sem šla na skupinsko dnevno in pač pridem nazaj in lih takrat z enimi skauti iz Krškega, drugače, smo se poznali, pa smo tako že prej se družili, prej smo rabili iti na progo in pol pridem nazaj in pa tako, kaj imam pa zdaj? Tako, tam so eni in pa tako, in tam je en ful luškan. Naprej pa lahko jaz zraven karta. Jaz sem šel pa kot solist, torej nisem imel tam svoje ekipe. In kot introvertiran človek... Sprav, ti si bolj solo, ona je pa bolj družabna. Okay. Sem rekel, pismo nekaj moram narediti na tem, ajde. Poznam te krške skaute, smo se že nekaj videli. Krški skauti so odločilni, bravo. Sem rekel, grem prek sebe, se bom pridružil tem igri in se kartamo. In smo se igrali lažnivca in meni se je ful velik kupček kart nabral, pogledam na levo, ena punca, bi se šla z nami, pa sem se znebil pol kartic. Tako da takrat sem se prvič spoznala. Tam je bilo pa pol, vabilo na... Zdaj pa lahko jaz nadaljujem? Okay. To sta že tokrat povedala, da veste, kdo kaj pove? Ne, sem pač tako v bistvu, od koga so kakšni pozivi prihajali. Jaz sem bila lih takrat sveže v skupnosti Emanuel, v kateri sem še vedno in v bistvu smo takrat imeli program Abram, to je bila v bistvu koliko šola za evangelizacijo. Koliko študentski vruk, samo malo daljši, pa malo bolj po moje intenziven.
No, in sem pol naslednji dan prmaši, ko pač sem videla, da je tam Boštjan sedel na Armaflexu, drugače zamišljala sem ga za enega drugega fanta. Čak. Pač, ker sem mislila, da je bil to tisti fant, ki je eni drugi skavti in je že in pa tako, da se bomo vsi zraven, da bo lahko ona, mislim, krniki, da se bo lahko ona pa zraven sedela, je bil pa v bistvu Boštjana. Ne? In ene 14 dni, ko mi je bil Boštjan ful všeč, mi je bilo še bedko, joj, meni je isti fant všeč in pa mi je druga povedala, ne gre za istega fanta, še dobro. No, je tako, malo je bilo hecen, pač sem se usedla zraven njega, čisto iz drugih razlogov, bi se prepoznala, ga nisem. In pa sem mu rekla, ja bi prišel na Abram, ob 4. zvečer ga imamo, a prideš. Pač kar povabila sem ga in Boštjan je rekel, ja, pridem. Tako, ko ponovadi ljudje tako, ja, bom premislil, ja, bom videl, če imam cajt. Boštjan je kar prvo, ja, pridem. No, glej, ta oddaja, ne, recimo, sej je ful dobro, da zvemo zgodbo, ker skozi zgodbe se učimo, ne, in v resnici zdaj mi lahko tukaj že takoj potegnemo neki načel, se pravi, tako, a veš, ker danes je v resnici med mladimi velik problem, ker ne vedo, kako pristopiti, ne, če so introvertirani ali pa tudi, če niso, ker v resnici je toliko več enega tega pač druženja po socialnih omrežjih in tako naprej, tipkati si znajo, a veš, pol v resničnem življenju pa ne vedo, kako pristopiti k drugemu, ne, se pravi, imamo skavte, imamo neko platformo, kjer sta oba dva naša neko svoje mesto, ne, v svoji različnosti v resnici, če tako pogledaš, ne, ti si najdla skupinsko zgodbo, ti si najdel solo, ne, ampak potem je mogla biti ena tvoja naravnanost, bom šel čez sebe, ne, in se bom tam pridružil, ne, in pol tukaj je pač začeli nekaj dogajati, ne, Tinkara, ne, fuluškan in tako, bom dala neke signale od sebe, a ne, a veš, in tako, in sem povabila ga na Abram in tako naprej in ti si rekel, ja, ne, ti si se, a veš, kak ti je bilo pa to, ko te je povabila? Ja, v bistvu, ko sva se spoznala, mi Tinkara ni bila všeč. Ni bilo tako, da bi jaz bil isto, ena ful lepa punca je bila zraven. Tako da... Pa to si upaš v oddaji povedati, stari. Ja, upam si povedati. Je že javno izjavo, jaz sem se bolela, ampak zdaj me je v redu. No, pač moj mož je. Ni bila začetna zaljubljenost iz obeh dveh strani, ampak v tistem času sem res iskal en študentski verug in je bilo to vabilo tako, ful dobro, neka priložnost in sem rekel, ja. Pol je pa, od začetka sem jaz dobil ful veliko takih božjih znamenj, da je to, da je čas, da je Tinkara ta, s katero ne začnem hoditi. Si lahko konkreten. Ja, lahko sem konkreten. Od tega vabila Tinkare, pol sem šel enkrat na študentsko mašo in je bilo tam že spet tako vabilo na Abram. In mi je bilo tako, v bistvu v sredo je bilo vabilo, v četrtek je bil Abram in je bilo tako, kakor opomnik Boga, dej, pet tja. Pol neko jaz božjo besedo, mislim, da sem nekje jaz vlekel listek z božjo besedo in ko smo bili na Abramu in so odpirali Sveto pismo, je Tinkara dobila točno to isto božjo besedo. Ja, in to je bilo meni tako, to so znamenja. To so znamenja. To je nekaj, ja. Tako da to je bilo, od začetka je bilo teh znamenj veliko, pa tudi pol so se ves čas pojavljale. Pol ja, so začela hoditi. Po koliko času, ko ste se... En mesec. En mesec, ja. 22. oktober je bil, ko je Boštjan prišel na Abram in 22. novembra me je vprašal. Dajmo jeti v to, ker jaz imam prijatelja, recimo, ki zdaj, a veš, tako malo zmenkuje, pa tako pa sprašuje, pa dej povej, kdaj se to zdaj zares zaljubiš, ne? A veš, tako pač, kaj se ti v tistem mesecu spremenilo, no? Tako čisto konkretno me zanima. A so bila to sem ta božja znamenja, ali si, mislim, tako, a veš, a ti je res, recimo ti si bil pod milostjo, a veš, če si recimo iskal Boga in tako, in on verjamem, da ti pokaže, ne? Zdaj, če si introvert, mogoče rabiš več takih direktnih. Meni se zdi, da imamo pač, ne vem, ali pa mogoče se to že malo izgublja, ampak te faze, faza pred hojo, faza hoje, faza zaroke in faza poroke. Se mi zdi jo zelo pomembne faze. In ta faza pred hojo, vsaka ta faza mogoče to ima mejnika, ne? In tudi zunanje znamenje tega mejnika.
In se mi zdi ta faza pred hojo je zelo pomembna, da ti v bistvu ovrednotiš zdaj, da hodiš že na zmenke, ampak še nisi par. Torej, ne vem, se tudi ne poljubljaš, se ne držiš za roke, se ne objemaš. Samo prijateljsko pogovarjanje in ugotavljanje, kdo je zdaj ta punca, ki je skautinja, samo gotovo, hodi na Abram, vera je neki pomen, bil sem na Abramu, videl sem, iskreno imam molitev in vidim nek odnos z Bogom pri njej. Jo spoznam kot energično, kot radovedno, torej spoznam osebo. V nekem širšem kontekstu. Nista ja. sama, ampak v resnici v družbi enih prijateljev vidiš, kako se ta človek obnaša. Pol sva celo, najprej v družbi, pol po Abramu sva pa hodila gor na grad in lovila zadnji avtobus. In to so še neki predzmenki. Ja, to še ni bilo nič tako konkretnega. In se mi zdi to zelo pomembno, ker čim pride ta telesno, ne vem, objem, poljub, držanje za roko, takrat pač telo reagira s čustvi in hormoni in zamegli mogoče ta razum. Tako da se mi zdi zelo pomembno, da ne hitiš takoj v to, ampak da spoznaš osebo. Pa si ti to takrat že zavestno vedel in tako zanalaš pelo stvari, ali je pač to čisto po milosti Božje bilo? Mogoče zdaj, ko reflektiram nazaj, razmišljam o tem in mogoče zdaj, ko reflektiram nazaj, si želim, da bi z večjimi dekleti šel na zmenke. Tako, na prijateljske zmenke. Pa ne z vidika, da sem zdaj kaj da kaj nisi zadovoljen. Da nisem zadovoljen, ampak z tega vidika, da če si z nekom znaš ovrednotiti zdaj Tinkaro. Vera je in vera mi pomeni. Medtem ko to drugo dekle, je pa tle močnejše, pa tle ni toliko močnejše. Da ovrednotiš, kaj si želiš. Te osnovne primerjave. Kako si ti to doživljala takrat, Tinkara? Ja, jaz sem itak iz te Iskrce živela. Tako da, ne, sem tudi tako, jaz sem takrat leta 2014 sem eno res močno spoved doživela in tudi v bistvu takrat sem prišla v stik s skupnostjo Emanuel. Ampak takrat se mi je vse odprlo. In jaz sem tudi najprej, in od tistega naprej sem jaz mislila, da bom šla med sestre. Wow. Pač ful je bilo močno. Mislim, jaz sem pol požirala razne knjige, mislim, na odraci sem lahko tudi 1 uro sedela. Pač, mislim, res intenzivno sem doživljala tisti čas, kar je, se mi zdi, da normalno, ko je pač en res tak močen dotik doživiš. In pol pa sem bila smo šli na morje s skupnostjo Emanuel in se prav spomnim, sta imela enkrat nagovor Zdenka pa Miran Kandelari, sta imela pač tako nagovor, mislim, da eno pričevanje, nekaj v tem smislu je bilo, ona dva sta tudi v bistvu vsakodnevno je razmišljal o posvečenem življenju, on o duhovniškem. In pol je, prav spomnim se, Miran je rekel, normalno je za vsakega mladega, gorečega kristjana, da razmišlja o duhovnem poklicu. In takrat je meni, bum, ti se boš poročila. In meni to ni bilo prav. Pač, ker sem tako, plan je bil to. Plan je bil, da grem jaz sem že kakšno razločevanje delala, sem se šla že malo zanimati za kakšen red. Plan je bil to, prosim, držimo se plana, to je moja hiba, ker jaz sem ful rigidna, ko pač imam nek plan in čim mi ga začne kdo kaj rušati, sem jezna. In potem tako, ti se boš poročila. In sem tako, prosim, ne, zaradi tega, ker sem se v tem ciklu zaljubljenosti jaz vrtela predolg časa. Pač, ker ne vem, se mi zdi, da sem iskala eno bližino, to, da ne vem, da bi pač te fant, ne vem, da bi te hotel imeti, da bi te imel rad, in sem se skozi vrtela v tem ciklu in sem tako, sorry, ampak jaz nimam, se mi zdi, da več te čustvene kapacitete, da bi lahko še enkrat šla v te vrtince. In sem bolj tudi rekla, Bog, če češ, da imam jaz familijo, prosim, rada bi se poročila pred 25 letom. Če hočeš, da imam jaz veliko familijo, to mi zrihti, prosim. In pol tudi sem imela tako, moj mož mora biti veren, to. Ful bo dobro, če ima posluh,
pač mora biti scout ali pa spoštovati to, da jaz scoutam dam veliko časa. Wow. In v bistvu, pač to je nekako bil moj kriterij. In ne vem, pa tudi se mi zdi, da iz tega močnega doživetja vere, da sem bila jaz skozi bolj senzibilna za to, za neke, da sem skozi Boga sprašvala, pa tako, pač, da sem bila senzibilna za kakšna znamenja, pa to, ne vem, in pol pač mi je bila tle iskrca in pol lih to, ja, pridem na Abram, tako, wow, ok, pač prideš na Abram in pol na Abramu smo tam bili skupaj in ne vem, pač, da sva bila v tem okolju vere, no, ne vem, se mi zdi, da ni bilo to recimo okoli odlomka, jaz prvi slišam, kar mi je ful zanimiv. Si že slišala? A res, pa sem pozabila. No ja, in pač meni je bilo pa bolj pomembno to, da sva skupaj potopljena v to vero, da v bistvu da sva nekako na istem nivoju. In ne vem, se mi zdi, da zdaj, ko recimo komu razlagam, ja, koliko je fajn biti, pač koliko je mož dobra upora, pa koliko je fajn biti poročen, se moram jaz kar v mislih dati, da velikrat pač ni istega ravnovesja, kar se tiče, ne vem, neke duhovne vitalnosti ali pa koliko zaupajo Bogu, ker se mi zdi, da pač midva so zelo tam in da vse zelo dobro funkcionira, in da pač, da tudi če jaz rečem Boštjanu, da ja bi molila rožno ven za njih, tako, ampak da ja, tako, ja, ok, greva molta, Pri družini življenju vidimo, da kjer pri paru, pri obeh preskoči ta iskrca, se pravi, tudi če kasneje v paru pride do tega spreobrnenja, recimo, in da to sta oba, ne da eden nekoga vleče nekam, pa prisiljuje, pa proba na svoj kopit nategniti, po domači povedano, ampak tako, da se zares zgodi to v obema, tam odnos zaživi na neki čist novi ravni, se pravi, takrat pol ta bi rekel, to božje življenje v obeh njiju, mi pravimo, to je en tak trikotnik, kjer se oba bližata Bogu, vsak zase in se s tem zelo zbližata tudi drug z drugim. In to se vidi v paru. In to recimo, to vidim v vaju, kljub temu, da je recimo na prvi pogled očitno, tako kot sta rekla, ti si solo, ti si tako, vsak je zelo, po naravi sta si zelo različna, Kako sta to razdelovala, recimo, v teh začetnih fazah? No? Ja, v začetnih fazah je itak zaljubljenost. Ok, se pravi, tebe je tudi prevzela pol. Ja, tako je. No, sej, midva sva pol rekla, oziroma jaz sem si rekel, ne bova midva kar naenkrat nastala par, ampak bo to odločitev, ki jo bom zavestno naredil. In sem jo dejansko vprašal, idel v vrtnico in pričakoval odgovor. Tako da ja, sta pol začela hoditi. Je bila ta zaljubljenost. Pol se je pa že v bistvu zelo zgodaj začel. In sicer zelo banalna razlika, mački ali psi, oziroma kaj bomo zdaj s temi mački, ljubeznijo mačko do tinkare. Tako da ja. A ti si cat person? Ja, jaz sem ti si pa dog person. Pa on je, da je žival zunaj, mislim se, jaz se tudi strinjam, ampak maček pa mora biti noter. Tudi če je polno odlag povzeti, ampak maček je tak kralj, da pač mora biti noter. Da me jaz sem ful zaljubila na mačke. Ja, pol je pa prišlo do raznih razlik. Do tega, da na drugačne načine izražava ljubezen, do tega, da na drugačne načine želiva dobiti ljubezen, oziroma neko potrditev. In midva sva šla v času hoje 2-krat na razen. Oziroma še celo tako zaročila sva se, pol sva šla pa na razen. A prav na razen? Na razen. Boš ti kaj več povedala o tem? Ja, v bistvu je bilo, vem, da je bilo skoraj po enem letu tega, ko sva začela hoditi. Ne vem, jaz sem res premišljevala, bi zamenjala študiram španščino pa sociologijo in takrat vem, da mi je bilo tako, mislim, tudi sociologija mi je bila obremenjujoča, ker je pač ideološko napihnjena. In pač sem tako razmišljala, da bi nekaj drugega in pa sem bila že skoraj na tej odločitvi, da bi pač šla, mislim, da sem hodila na gostinsko iti. Pa zaradi tega, ker mislim, ful rada kuham, pač delala sem tudi kot študentka pač v eni kuhinji, sicer sem pomivala posodo, ampak sem videla, da mi je
ta okolje, da mi je fajn, da se dobro znajdem, da mi je všečno, tako tudi, kaj je malo bolj dinamično. Ja, in pol je bil tudi, poklicala me je Martina Ješovnik, ki je bila takrat zborovodkinja MPP-ja, me povabila na kavo in pa tako Boštjan, kaj pa je, a ne. Tako, ja, Martina me vabi na kavo, tako, zakaj pa, tako, ne vem, mogoče me hočeš za kakšno korepetitorstvo ali pa kaj tazga, pač, ko imaš pol z vsakim glasom vaje in pol, da bi jaz kakšen glas imel. In ne, vprašala me je za zborovodstvo, ne. Pač, in Boštjan je takrat rekel, samo da te ne vprašala, da je bila zborovodkinja. In sem tako rekla, ne, itak bom rekla, pač itak ne bom zborovodkinja. A ne, sem tako čisto, ne bom. In zato Boštjanu rekla, ne, pač, a ne, bom rekla ne, a ne. In pol pa je prišlo to, ne, in sem tako, a res? Mislim, pač, tako nisem vedela, kako to, da je mene zbrala, ker sem bila šele 1 leto v zboru, ne, pa tudi v bistvu je v zboru bilo ogromno bolj glasbeno kompetentnih ljudi, kot jaz. In pač pa sem rekla ja. A ne? In pol v bistvu sem na študiju tudi ostala. V bistvu je šlo za stvar zaupanja, ne? Moja beseda ni takrat nič valjala, v bistvu, ne. Je šlo za stvar zaupanja in pol tudi, a ne, glih tisto leto sem postala tudi skavtska voditeljca, letnik sem mislim, da ponavljala, ker pač izpiti niso šli. Ampak kar naenkrat mi je pa MPP v bistvu ful enega časa požaral, ne. Pač tako, ker se moraš res kot zborovodja, pač če ti manjka, ne vem, ta neka zborovodska žilca, pač, ali pa ne vem, da klavir znaš igrati, ali pa da note lahko hitro skeniraš pa je pogruntaš, ne. Moraš ful enega časa vlagati in pol pač, a ne, tega, zato sem pol tudi pustila, mislim, MPP sem ga predala naprej. Ja, in je šlo v bistvu tukaj najprej zaupanje je šlo po vodi. Pa tudi, ja, lih to nisva najdla, v bistvu nisva vedela, kaj je Boštjanov jezik ljubezni. Ful dolg časa, še on sam ni vedel. A ne? Jaz sem vedela, da meni so dotiki ful pomenili, ne? Kar se je pa z otroci se je spremenil. Ampak, ja, pusti me primer. Ne, zdaj usluge, prosim, sam to, da jim, prosim, koliko bom srečna, če se to pospravi. A ne, in dotiki, in to je pa ful, jaz sem se skozi hotela crkljati. Boštjan je pa aktiven človek, a ne, on bi pa v bistvu šel na sprehod v hribe, v gozd. A ne, jaz sem pa tako, ne bi, a ne, in je bilo v bistvu ta preveč različnosti. Ja, različnosti pa tudi v bistvu ni bilo, se mi zdi, da tega občutka, da pač za drugega, da se malo potrudiš pa umiraš, a ne. Ker se mi zdi, da zaljubljenost, se mi zdi, da zaljubljenost pomaga k temu, da se oba rada crkljata, a ne, kar je meni zelo v prid šlo, ne. Ampak pa, ko se zaljubljenost malo pomiri, pa ko pridejo problemi, pa v bistvu ali gledaš na svojo rit, ali gledaš pač na fanta oziroma punco, ne. In se mi zdi, da pač jaz sem tam v tistem svojem comfort zonu bila, in pač res je bilo bolj prikladno, da pač enostavno so se sam stisnila, kar je pač druge probleme tudi prinašal. Ampak to se je nabiralo, ne, to se je res nabiralo. In pol pa v bistvu sem jaz tudi, a ne, kaj so ratvale razpoke, sem jaz iskala eno oporo drugje, a ne, čustveno oporo. In v bistvu se mi zdi, da je šlo za v tem vodenju pa v teh stvarih, ali kaj misliš, kjer si dobivala potrditev? Tudi, a ne, zaradi tega, ker se kakor pri vsaki stvari, a ne, na vrhu je najbolj osamljen človek, a ne, čeprav je na vrhu je pač, a ne, se mi zdi, da, a ne, si izpostavljen, pa v bistvu pol te osebne drame, pa pol, mislim, preveč, se mi zdi, da nisem bila zrela. Tako, no, da je bilo to zelo en tisti dokaz, da pač, ko greš na svojo pest in ko greš na svojo moč, vidiš, koliko si nezrel in pač te sesuje ali pa ti sesuje kaj drugega, ne. No in tukaj mi je v bistvu sesuval odnos, ampak da bomo na jasnem, ne MPP, ampak pač nekako moj pristop do MPP-ja, pa moj pristop do v bistvu vsega tako pomalam, a ne se ti začnejo zadeve sesuvati. Ja, in tudi pol sem iskala čustveno oporo drugje in v bistvu je šlo za neko formo čustvenega varanja, ne. Pač zaradi tega, ker enostavno, a ne, nisem vedela, kako, ker pač z Boštjanom so bili skozi konflikti, a ne, ker nisva pogruntala tega, kako se mi zdi, da zadovoljiti oba v tem smislu, ne, da govoriti jezik ljubezni, a ne, tudi drugega. Ja, in takrat so v bistvu pač je Boštjan prek telefona, ne vem točno, kaj je bil točno tisti trigger, ampak je rekel, končava, konc, ne.
In potem, pa par dni kasneje, so se pa spet dubla, a ne, in pač sem videla, Boštjan je bil čisto sesut. Jaz sem ta prva stvar, ki sem bila, sem rekla, grem enemu prijatelju, da jaz tam mal na off, pa v bistvu, da pač tak duhovni odmik, pač Bog lej, pomagaj mi tukaj, a ne, kaj hočeš, da jaz zdajla naredim, a ne, zdajla v bistvu, ki me je lihar fant pustil, kva ne jaz zdajla naredim, pač usmer me, zaradi tega, da ne bom jaz še večje štale naredila, ne, vse pa komu drugemu. Ja, in me je v bistvu, tako no, sem res prišla, se mi zdi, da v en mir, pa v eno zaupanje, in par dni kasneje sva se dubla, in sem videla pač, da je Boštjan tudi sesut, da on me ni lih takole odpikal, ampak pač, da tudi njega je to prizadel. Ampak problem je bil, ker pa sva midva začela spet hoditi, ampak nič nisva rešila. A ne? Ja, ni šlo, do nobene odločitve ni prišlo in v bistvu, kako se je popravili, pa se ni popravili in je ta agonija je pač pol še kakšen let, pol leta je pol še se nadaljevala. Če tu ste bila približno koliko časa skupaj, pa pol narazen pa tako? To je bilo leta 2017 marc. Ja, narazen so bile zelo malo časa. Ta prvič so res zgodaj skupaj prišla. Mogoče malo prehiter, no gotovo prehiter. Medtem, kad drugič je bilo pa pol drugač. Drugič je pa v bistvu en dan pred izletom oziroma potovanjem na Finsko. Sva šla narazen, pol pa so rekla, ima škoda kart letalskih, greva tja kot prijatelja. Ja, jaz sem v obupu, a ne, pač jaz sem res, mislim, meni se svet sesuval, ne. Jaz sem v obupu, sem tako, da kaj pa, če pač greva kot prijatelja, ne, okoli 1500 sva vse skupaj zapravila, kar so bile mehne pare napram zdaj, ne, pač za koliko, 10-dnevno potovanje? Ne, manj, 5-dnevno. A ne, ampak pač, glede na to, koliko so cene tam gor, ne. Ja, in pol sva rekla, da greva kot prijatelja. In to je bila zadeva, ki je rešila najn od nas. Ja. Sicer so šla narazen, pol so tam skupaj živela, pa potovala po Finski. Ja, kako to zgleda? Kar nekaj. Kar je bilo zelo težko, pa ja, je bilo težko, tako da... Kaj se pravi, midva so narazen, ampak so pa na potovanju skupaj. Tam na potovanju in prijatelji, ki na video govoriva, da so par... In tako, v bistvu midva so se obnašala še vedno kot par. Pač jaz sem bila totalno sesuta. Prvi večer sem videl, da ne bo šlo to, da bi bila tam kot prijatelja, tako da so na nek način skupaj hodila. Ja. Tako da je bila neka taka zmeda, pa nekaj čudenega je bilo v zraku. Se pravi, v bistvu nista vedela, ali je to za neko poslovilno potovanje. Ja, polka sva nazaj prišla, sva šla pa res narazen. Jaz sem se bala povratka. Bližje, ker sva bila leto nazaj, bolj se mi je keglal, po moje. Mislim, tako pač, bolj sem bila v tej stiski. Zdaj pač, a ne, tukaj se malo nekako lepo, a ne, kaj bo, ko bo prišla domov? Kva se bo takrat zgodilo? Mislim, a bo res šla narazen? Pač, kaj bom jaz sama sabo? Tako pač malo... Zanimivo, no? Mislim, tako, meni je zanimivo, a veš, zaradi tega, ker tudi ta predzgodba, bom rekel, preden sta se poročila, je že kar taka, ne? Ups and downs, orank, ne? Se mi zdi, da sva midva zelo veliko že načrpala v tem obdobju pred poroko. Torej, midva sva prebrala knjige za zakonce v smislu 5 jezikov ljubezni, ljubezen in spoštovanje. In sva se brusla in sva na zmenkih obdelovala te teme, pa tudi druge knjige sva brala. Čerinska zakladnica Aleša in Marinke. Ne? In sva se o teh stvarih že zelo veliko pogovarjala. In pol mogoče to, kar je pa sad drugega razhoda, je pa, ne vem, to, da smo najdli način reševanja konfliktov. In sicer ne veva več, kdo je bil prvi, ki je to napisal, ampak so napisala po alinejah, kaj vse te mot, sva se dobila, tle imaš list papirja, si razložil po točkah in drugi ni dal odgovora na to. In si je vzel čas, čustveno ni reagiral, ker je že spet napisal stvari in sva si ping-pongala in pol... Enkrat so se pa pogovorila in rekla, tukaj bova tako, tukaj bova tako, tukaj bova tako, se oba dva strinjava se. Ja, in pol so delala na tem, da so to začela živeti. V bistvu je bilo to tako, da pač, takrat je bila pa tista točka, ki se mi zdi, da do te točke veliko parov ne pride. Zdaj je pa točka, ko ali midva pogruntava in se poročiva, ali pa greva narazen. A ne, da se mi zdi, da to je zdaj dostikrat težava,
ne vem, recimo, Kamilo niso živela skupaj, mi dva so pač imela to srečo, da so bila premlada, da bi si lahko privošla stanovanje, a ne, in so pač živela pri starših in šele skupaj sva se pač preselila, a ne, v eno garsonjero. Ne sam, da je to doskrat, a veš, da v bistvu pač so neke jedrne, temeljne zadeve pri paru, ki ne štimajo, ampak že tako poročeno živijo, da pač nekako ne zmorejo te mislim, ker pač so v tej megli, v tej močvari in pol enkrat mora pač početi in tok, da se razleti. A ne? In se mi zdi, da tukaj sva bila res, pač jaz se spomnim tega občutka, da sem bila, a ne, zdaj pa pač ali to rešiva in se poročiva, mislim, da se zaročiva, dava datum in se poročiva, a ne, tako pri sebi sem to, ne, ali pa pač greva narazen, ker to bo neozdržno, če bo skozi na pol leta se razhajala in kar nekaj. Ne. Ja. Je pa zelo nama bil koristen nasvet od svaka. Vsi so govorili, šla ste narazen, to ni več skupna pot, to ni več za ustrajati, pejta narazen. In je rekel, pa imaš ti interes še delati na tem odnosu? Pa sem rekel, imam, kaj pa ona? Ja, tudi ima. Ja, pol to še ni... Tudi če sta zdaj narazen, če sta vidva pripravljena delati na odnosu, delita pa lahko še najde ta pot. In se mi zdi to, pred poroko moraš ti najti že, ne vem, načine, kako bom rešil konflikte. Moraš že pripraviti odnos na to, da bo pripravljen, da se bo košček sestavljanke na poročen dan sestavil skupaj. Okay. Sta pa vedela vedno, da se pač seveda izvere ven in tako naprej, sta imela namen poročiti se v vsakem primeru, če bi ustrajala, ne? Koliko časa sta pol hodila, bo rekel, vsega skupaj s temi razhodi v red? 4 leta, ja. Se mi pa zdi zelo pomemben korak za roke. Ja. In sicer korak za roke se mi zdi pomemben z tega vidika. Mogoče še ne glih najbolj pomemben kakor poročni dan, ampak pomemben z vidika, ko se jaz zaročim, ti res rečem, jaz sem se pripravljen s tabo poročiti. Ker čist od zaroke naprej padaš v to rutino organizacije poroke, takrat ni več časa za delati na odnos. To sta recimo rekla 1 leto zaroke pred poroko, ali kako? Kdaj so se? Zaročila so se potem, ko so 3 leta hodila. Nekako pol leta, po moje prej. Pol leta pred poroko so se zaročile. A to uradno z obredom tako, ali kako sta se zaročila? Prvič so se z obredom, ta drugič sva pa še vedno šla po obredniku, ampak sva bila sama. Tako da... A se pravi, po tisti prvi zaroki sta šla narazno? Tako je. Ja. V bistvu ta zaroka... Sta šla drugič narazno. Po prvi zaroki sta šla drugič narazno. Sploh ne bom probala razbirati teh stvari. Najprej so se zaročila, v bistvu preden sem šla jaz v Madrid za 3 tedne. V bistvu mišljenje je bilo, da bom dlje časa tam. Sem šla kot varuška in vem, da sem od enega para slišala zgodbo tega, sicer je ona šla na Erasmus, ali on je šel, in da sta se pač zaročila prej, v bistvu to, da je zaroka tudi upomnik, da doma pač te nekdo čaka. Ja, te nekdo čaka, v bistvu si obljubljena nekomu. Ne. In pač vem, da meni je bila ta ideja ful tako dobra, ker še vsem 3 tedne je še vsem 3 tedne. Ne. Pač se mi zdi, da midva sta se skoraj vsak dan videvala. Ne. Tako da v bistvu najno odnos je bil zelo intenziven. In pol, da imaš pa eno lukno 3 tedensko, v bistvu v tem, da se videvaš vsak dan, je to kar. In se mi zdi, da bolj iz tega, mogoče iz te moje želje. Ja, meni se zdi, da je bilo zelo, prva zaroka je bila zelo tako, mogoče posiljena strani Tinkare. Se mi zdi, da je tle treba res neko, tudi to, meni se zdi boljš zaroko narediti brez duhovnika, pa brez ljudi, ker midva so se dan pred zaroko ful skregala. In pol so rekli, pismo pa pride naj slikat, pa pride, oni pridejo še tja zraven, pa to, ajde se greva zaročiti. In ni bilo te svobode tako v tem smislu in se mi zdi boljš narediti zaroko takole 1 na 1, pa da res narediva svobodno in da rečeva, midva se bova poročila. Ja, in jaz da je ta odločitev od tukaj naprej ni več poti nazaj, oziroma
je še, ker se lahko še zalomi, ker poroka je tisto, kjer ni več poti nazaj, ampak zdajle ni več poti nazaj. Tako. Da je že nek predkorak v to smer, ni več poti nazaj. Okay. Jaz se spomnim, da jaz sem veliko odnosov v bistvu v enem strahu bila, no? Tako v strahu pred osamljenostjo. Ne vem, če sem sploh razčistila to pred sebi, ampak to, da bi pol ostala sama. Ne vem, in se mi zdi, da ta strah me je ful vodil in da pol tudi iz tega strahu, da je recimo lih to zaroka, pa ne vem. Taka pretirana navezanost, kjer želiš ti... Pa jaz sem tudi taka zelo ziharaška. In pol se spomnim, da recimo, pol, ko sva s Finske prišla, je Boštjan bil še odmer, meni se zdi najbolj, da grejo narazen. Meni je bilo to tako obupna misel, da se podre ves ta čas in pa tako moj prvi fan, pa tako v bistvu ful enega strahu in se ga še držala, nisem hotela prekiniti. In v bistvu sva dosti stične. To je bilo zelo moreče občutek je bil. Tinkara, vse bom naredila zate. Oklepanje, ne? Ja, oklepanje. In to je mene, ni mi bilo prijetno in sem videl, karkoli sem rekel, je ona naredila. Ja, vem, da se sliši dobro. Takrat, ko sem videla, da je v bistvu najeno noži totalna podrtija, sem se pa jaz aktivirala in sem, pravuno čitala ljubezen in spoštovanje in vse po knjigi probala delati. Mislim, res iz enega stanja obupa. In pol se je to po Finskem vlekel do stične mladih. Takrat je Boštjan šel z Romarji dol, Roman je vodil, jaz sem bila pri zboru in takrat tako Boštjan je bil to hladen do mene, sem ga objela pod njega. Mislim, tako prav, meni je bil grozen. In pol pa smo peli pesem Po vodi. Po vodi hoditi, kličeš me. In jaz sem sam jokat začela in sem tako, ok, bom pa naredila ta korak v vodo. In se spomnim, ker je ta Jaro Kneževič je duhovno spremljal, Kapucin. In se spomnim, ker je prišel on na oder, ker je prišel po obhajilo in me je pogledal in mi je tako pokimal, mislim, na jok mi gre. Mi je tako pokimal, razumete tvojo bolečino in sem samo... In takrat sem vedela, da jaz moram Boštjana spustiti iz rok. Bog naredi karkoli in res tisti prav predstavljala, da sem si tak korak v temo. Boštjan je šel že domov in sem ga klicala in sem rekla, prav, lahko zaključila. Sem bila pripravljena dati roke stran. In se spomnim, takrat sem z Jaro tam sedela, ne vem, ima tam tako ogromen mlinski kaven ali kaj in je tako Jaro rekel, preveč je bilo že razpokne in ni zdržal več. Sem tako v bistvu že žalvala. In pol mi je bilo pa zanimivo, ker sem pa par dni kasneje, sem pa v bistvu ker je Boštjan prišel po svoje stvari pri meni, tako je, se šara se nabere, malo pa ne, pa malo pa tam, pa tam. Je prišel po svoje stvari in me je pod polštrom počakalo pismo. In v bistvu v tem pismu je Boštjan kako točno se že, mislim, ne, kakor mi je Boštjan razlagal takrat, da po telefonu, ko sem mu tisto povedala, da se mu je tako pravno za 180 zavrtel. To je bilo zelo osvobojujoče, da sva prekinila to moreče vzdušje. V bistvu nisva bila na istem nivoju. Jaz sem bil kakor nek gospodar Tinkara sužen, ki bo vse naredila za mene. Takrat sva pa prišla že spet tako. Pa se je v tebi to obrnil, ko si dobil to osvoboditev z njene strani v resnici. Pol sva pa začela reševati konflikte. Na ta način s pismi napišem, kaj me moti, dobim odgovor. Pa tako. Ampak se mi zdi, da takrat so res v eni svobodi bila, ker sem bila tudi jaz jaz sem si pa zmer predstavljala najin odnos kot drevo, ki raste, pa v bistvu vse skupaj ful enih suhih vej. In pol ga sam dol odsekaš in v bistvu iz sredine požene nov drevo. Obrezati. V bistvu, res da ga fajn obrežeš in je pol je najin odnos je zacvetel. Zaradi tega, ker se mi zdi, da to v tisti moment, ko se je odnos čist sesul,
nam je dal mogoče tudi vsaj meni malo distance. A ne? In lihto, pol sem prišla do tega, ali rešiva, ali se pomeniva, prideva pač do kompromisa, oziroma do s tem, da nam je obema všeč, ker kompromisi včasih niso ljudem najbolj všeč. A ne, da nam je obema v redu, ali pa pač zaključiva. Sva na zaključni točki, v bistvu sva na razpotju. Dejansko sva prišla do razpotja. Ne? Do razpotja in potem je bilo ali to, ali uno. In ja, so bile te, in tudi pol na te, v hribe sva hodila, ne? Pač šla sva na pohode. In tudi te pohodi so bili svobodni, so bili osvobajajoči, ker pač ni bilo nobene obremenitve. Vsi so vedeli, ne vsi, moji so vedeli, da sva šla narazen, ne? In z eno svobodo in napotku, in so bila oba, se mi zdi, da še zmerno naravnana na to, da probava proaktivno rešiti te probleme, v bistvu te zadeve, ki naj motijo. In pač se je rešil. In kar naenkrat je bil tako najin odnos prav cvetoč, prav lepo je bilo in ni bilo več tega strahu. Meni je neverjetno, kako ta vajna predporočna zgodba, a veš, sta v resnici v njej razdelala že ogromno stvari, ki jih mnogi, res, kot si rekla, zakonci tudi ne razdelajo včas. In v bistvu, kako prehiter se ti drevo poseka, in se gre stran in si niti ne pogleda nazaj s tistimi Mihovimi besedami, a ima še interes za ta odnos ohraniti. In tukaj se mi zdi, da danes ogromno ljudi prehiter naredi to napako, da rečejo adijo. A veš, in v resnici, a veš, videla sta pa tako, zanimiv mi je, da po eni strani nista prenesla, recimo Boštjan, tako tebe občudujem, nisi prenesel suboptimalnega odnosa, neoptimalnega odnosa, ali pa tako, a veš, tako, da bi pač ona bila tebi podrejena. Se to pa v redu, a veš, tako. To mi je zelo dragoceno kot nauk, za vse, hkrati pa nisi kar odkorakal stran in v bistvu nista se pač, a veš, tako, da sta pa vendarle se zavedala, da imata opravka s človekom, ne za stvarjo, ko jo zavržeš in greš. A veš, tako, ta prihajanje nazaj mi je tudi zelo dragocena lekcija. Tako se mi zdi, se lahko naučimo. Jaz sem doživljal zelo veliko enih potrditev strani Boga. Tako, to je ta, ki ti jo pripravljam. Ampak jaz, ko sem, ne vem, zelo velikrat na mladinski skupini naredijo vajo, kakšnega moža, kakšno ženo si želiš. In jaz, ko sem naredil ta seznam, Tinkara ni ustrezala tem kriterijem. In enkrat sem že rekel, Bog ti ne da to, kar želiš, ampak da to, kar rabiš. Pri nama je ogromno razlik. Pač midva, v bistvu, to je, sploh nisem mogla verjeti, kako da sem midva skupaj, ker pač, meni je najboljš preživljati čas takole s čajčkom, pa da smo v eni kavarni, ki še tako malo vrveš, Boštjan, tišino, gost, ptiči. Ali pa, Boštjan ful fizičen, jaz bi tako, pač jaz se daj štrklam. Sicer pol prideš, se v bistvu, če dalje bolj podoben postajaš, ampak na začetku, ali pa recimo jaz ful, bi kaj potovala, Boštjan za Pečkar. Tako, veš, ali pa ne vem, jaz glasba, Boštjan, ne vem, če bi glasba, jaz bi kaj bolj fizičnega, jaz bi raj teoretično. Tako, vse ampak in pol, ker recimo, včasih se nam je kar potožil, ko vidva kakšne pare, pa skupaj greva, ful nama je fajn to gledališče, ali pa skupaj to delava, mi ne moramo priti skupaj. Mislim, načeloma pač drug trpi, ko je veselje nekoga, da bi z mano šel Boštjan v opero, pač to je meni, Boštjan pa tisti, pač šla sem v opero. Ampak ko pa v bistvu popraskaš dol, v bistvu te zadeve, so v resnici površinske, ne? Te zadeve, ki malo podcukrajo, ko podcukrajo življenje, pa ga naredijo malo bolj sladko, pa pač vidiš, da temelji so pa isti. In se mi zdi, da, ne vem, vsaj midva so po moje dokaz, da pač odnos lahko funkcionira, tudi če so interesi zelo drugačni, važno je, da je temelj isti. In midva sva oba že vsak individualno na veri veliko delala, in v bistvu je vera konstanten najin temelj. Skozi v bistvu vse preizkušnje in karkoli pride, skozi je ona vera temelj in pač to, da midva sva zdaj skupaj za celo življenje, ključ sva flikali na stran,
zdaj sva skupaj in kot Peterson ful dobro pove, pač tvoj zakon ali pa tvoj odnos, delati moraš na njem. Zdaj, ali pač si boste oba, ful je dobro nazorno, veliko parov je tako, da si lih tako le malo držijo okoli vratu, počas stiskajo, ne. Okay. A veš, ko počas se ubijajo, se dušijo, ne. Ja, se dušijo en drugega in pol, poziva k temu, da na odnosu ti delaj in stalno delaj, zaradi tega, če hočeš, da tvoj odnos ne bo totalen pekel. In se mi zdi, da sva tudi šla v tem zavedanju, kasneje, ko sva brala recimo 4-letni časi zakona, sva mi videla, mi točno vedela, kakšna zima izgleda pri nama, ker sva jo doživela v času hoje in ker sva si toliko različna in ker imamo toliko različne jezike, se mi zdi, da sva midva rabila že v času hoje ful delati in sva vedela, v zakonu delaš naprej, ne. Nista prišla sem zaljubljena noter, pa da bi pol, ne. Ja. Kdaj ste se pol v bistvu tako, zares odločila za poroko, pa kaj konkretno vama poroka pomeni? Ja, to je tudi zanimiva zgodba. Jaz sem imel ful dvomov in tudi, ne vem, mesece pred poroko sem jaz razumsko nisem rekel, Tinkara je ta, s katero se želim poročiti. Ampak je bil tisti korak vere, razumsko jo prepoznam, dobra oseba je, ampak ni bilo pa unga 100% sem. In je bil korak vere v to, da se z njo poročim. Ampak se mi zdi, da včasih Bog to želi, da narediš ta korak vere. Se mi zdi, da je zelo slepa, nora zaljubljenost, ki te sama popelje in pol pa na suhem. Pa tudi, da ni razumsko, ker če boš ti čisto razumsko šel v zakon, kot Tinkara, ne vem, si bo pa, ne vem, imela neko bolezen in ne bo več mogla z mano v hribe hoditi. Razumsko torej ne ustreza več tem kriterijem, ampak je treba narediti ta korak. In se mi zdi, da zelo veliko parov ne ve, a je to zdaj to in pol kar odlašajo s poroko in kar začnejo živeti skupaj in pridejo otroci in ne naredijo tega koraka. Meni se zdi pa fajn, da ko rečeš, zaupam in zdaj vem, poti ne bo nazaj, naredim ta korak in naredim to odločitev. Kaj konkretno prinese ta korak pa odločitev? Kaj konkretno? Odločitev za poroko? Tako pač, zakaj je to drugače, kot če ne? Zakaj je to drugače, kot če ne? Drugače, zadnjič sem poslušala Christopherja Westa, ki ima tudi vodi pripravo za zakon in je recimo rekel, ne vem, da tisti, ki že živijo skupaj, pač je tako, jim je povedal, mislim, torej imel je na pripravi za zakon ljudi, ki so tudi, mislim, veliko parov, ki so živeli skupaj, pač imeli spolne odnose in tako. In toliko so se že poznali, pa so videli, da Christopher želi sam dobro zanje, ne, in da jih je malo izzval. In je tako rekel, a veste, da v bistvu vi ste se zdaj cel cajt trenirali za izven zakonsko spolnost, ne? In je posod tako, v bistvu, da ste se trenirali, v bistvu pač nekako, da imate odprta vrata za varanje, ne? Ker ste izven zakona imeli tudi spolne odnose. In je posod, čak. Ja, kaj bo pa drugače, kar sem mu poročila, ne? Še zmeraj bomo skupaj. In on je rekel, točno to. Kaj bo drugače? Nič ne bo drugače, ne? In se mi zdi, da pri nama je bila že najprej ta sprememba, da pač nisva živela skupaj in so se torej skupaj uselila, ne? Pač prej sva malala, sva urejala domek, ne? Ampak noben pa še ni živel tam noter. Pač, ko sva za tisti dan zaključila z urejanjem, sva zaklenila vrata in sva šla vsak pač domov v Štepance, jaz v Domžale. In se mi zdi, da to je bila prva taka razlika, ko sva se poročila. Jaz bi rekel tudi ta zaveza. Midva so vstopila v zakon s tem, da ne bo poti nazaj. Pač ločitev ni opcija. In sva rekla, to je to, zdaj karkoli se bo zgodil. In se mi zdi, da na tak način odnos zaživi na drugačen način.
ker ni več tistega mogoče prikrivanja, ampak lej, jaz sem zdaj tukaj, jaz sem v celoti tukaj, sem tudi s svojimi pomanjkljivostmi. In sem pripravljen sprejeti pomanjkljivosti drugega. In vem, kje so pomanjkljivosti, verjetno za nekatere še ne vem. Ampak, če bodo prišle, to je to. Zelo mi je zanimiv. Enkrat sem sanjal, ker sem bila že poročena, sem sanjal, da imava nek konflikt in tako. In sem razmišljal pismo, a je zdaj to, da se poročiva ali ne. In sem v sanjah ugotovil, poročena sva. In sem v sanjah že, to zdaj ne greva na razen, to je pač zdaj to. Aha, ne greva še tretjič v razen. In se mi zdi lihto, ne vem, kdo to pravi, ampak poroka je, zaklenaš se v... Vid in Anja Planin ste to enkrat rekla v eni reportaži, tako da shout out Vid in Anja Planin. Zaklenaš se v kletko in vržeš ključ ven in zdaj boš živel s tem. In zdaj boljš, da delaš na odnosu, ker če ne boš delal na odnosu, bodo težave, bo živel. Meni je bila drugače zanimiva tudi štorija okoli tega, pač, a ne, kako midva gledava na zakrament zakona, ne. Ko sva pač se poročila, v bistvu 1 mesec prej sva se civilno poročila. In pač sva rekla, a ne, midva sem imela skozi v mislih, pač to greš podpisati, a ne. Jaz sem imela skozi to v mislih, pač to priješ tja podpisati, a ne. In so se oblekla v zahmašne obleke, ne, so se pač oblekla. Pol v bistvu najni priči ste prišli zraven lih, by the way, ker je Matej njegov brat je bil priča, ne. In je dan prej vprašal, kdaj se boste videli civilno poročilo? Jutr. Nobenemu ne bo povedala, ampak ajde, ti poveva, jutr se bo poročilo. Kaj, jutr se poročilo, jaz sem vajna priča. Jaz ne rabiš več prič na civilni poroki. A res ne? Ne. A resno? In pa so rekla, ajde no, prid. Ja, in sva šla, to je bilo sreda ob 9 zjutraj na Tobačni. A ne, pač tako, midva res nisva imela namena neke ceremonije, midva sva prišla podpisati pač dokument, zato da se ne bomo rabili s tem baviti na poročen dan, ali pa enkrat kasneje, da pač, a ne, da je to zrihtan. A ne, in prideva tja in pride ona matičarka in pač gremo v poročno dvorano tako, a ne, in pa ima ona nek govor o ljubezni in jaz sem tako, nismo mi prišli podpisati. A ne, pač mi je bilo naroden, a ne, ker je ona tako, praznik ljubezni, danes praznujemo ljubezen in tako, kva. A ne, pač, mi da smo prišla podpisati. A ne, in pa gre tišče, si se procedura, mi da podpiševa in pa tako ona reče, zdaj si pa lahko čestitata pač, a ne, čestitata, ne vem, če sta sklenila zakon. In pač meni so možgani ful hitro tako delali, kaj ne zdaj, pač poljubila, sva rekla, da se ne bova poljubila. In pa mu dam roko, čestitam. In vi ste prav rekli, da se nota poljubila, kaj tako? Ja, ker so pač... Nisem imela prstanov, mi da so rekla, in pol je matičarka ven padla in tako, a vi veste, da je to uraden dogodek, a vi veste, da zdaj ne bo poti tok nazaj. Jaz sem tukaj zato, da pač vidim, če je to verodostojno, pač čisto ful je znorela. Mislim, se verjamem, da je bilo totalno. In je prav naredila in jaz bi zdaj drugače naredil, bi se civilno bolj poročil. Civilno bi se bolj poročil. Takrat sem jaz pol matičar, ko je rekel, si prava poroka bo čez 1 mesec. Ne, cerkvina. Jo je hodil potolažiti s tem. Ja, tako se bova poročila. In je rekla, kaj prava poroka? Prava poroka je civilna poroka, tisto je samo žurka. Ja, cerkvina poroka je samo žurka, ne? Pač v nama v glavi pa tako. Je zanimivo, ta razumevanje. Ja, 2 svetova. Za nas je prava poroka to, kar narediš pred Bogom. V bistvu za njih je pa ta civilna pogodba. Ja, in mi pač so res, tja sva prišla tako zelo minimalistično, a ne, pač samo ne podpišemo, medtem, ko poroka je bila pa pač ful, a ne, mislim, ne tako, da bi nekaj ekstravagantno, ampak pač, ne vem, imela sva en sestav MPP-a, ki je pel, a ne, pač tako, v bistvu, takrat je bil ful porok isti dan in pač so bili razprašeni, ampak, a ne, še zmer za tisto majhno cerkev, v baročni cerkvi so se poročila, ki je naša župnijska, ne. Moja mami je včasih krasila cerkve za te velike praznike in mi je rekla, pač jaz sem tako, ni treba nič krasiti, vse cerkev je že sama, pač vsa v freckah in taka lepa. In pa mi je enkrat rekla, bom jaz rože zrihtala. In je bilo pač kar za svet obhajilo, ne, pač res belo, lilije sem si zaželela, tiste lilije so bile, zjutraj pol je župnik rekel, upam, da ne bojo več lilije, ker so se une odprle in so smrdele. A ne, polna cerkev, ker, a veš, valjda, dvakrat sva mlada, to sem porajtala, drugače, ko pojemo kdaj na porokah,
da mlajši, ki si, več imaš ljudi načeloma na poroki. Zaradi tega, ker si še tako aktiven, ne vem, oratorij Slovenije, pa je bilo animatorji, pa so ti animatorji uni, skauti uni, skauti iz različnih koncev, ki jih poznamo, ta duhovnik, so bili krški tudi. Tjaša je bila, Tjaša Šin pa je bila. Okay. Ne, ampak tako, ne vem, recimo tudi moji žlahti se je to zdelo, koliko je bilo duhovnikov. Ja, pač valjda prijatelji smo, sodelujemo, ne vem, bilo jih je koliko, 9, ne, 7. Ampak pač, in je bilo tako slovesno, ful ljudi, ful vsega in sem tako, ja, to je poroka, ne pa tista, ki ti zakone navaja. Mislim, nobenega, pač, to je enostavno moj pogled na to, da zakrament, ker zaradi tega, ker ti pogodbo lahko pač prekinaš. Ja. Jaz bi tle izpostavil to razliko, no? Kot jo vidimo kristjani, se pravi poroka kot zaveza, napram poroka kot pogodba. Ne? Zaveza je, ko se dva, ki si zaupata drug drugemu, ko se popolnoma izročita drug drugemu in ko ni poti nazaj. Recimo, pogodbo sklepaš kot pravni posel, zato ker si v osnovi ne zaupaš, in jo podpišeš zato, da bi pač drugega priklenil v izpolnjevanje določil pogodbe. Tako, taka temeljna razlika je med zavezo in med pogodbo. No? Tako nekako mi to vidimo in tukaj recimo je tudi zakrament, zato je to drugače, ker si s tem ključkom zelo lepo sta povedala. Se pravi, ker si ti vrgel ključ stran in šele, ko ti vržeš ključ stran, v bistvu to brezpogojno ljubezen, po kateri hrepeni človek v resnici lahko zares uresničiš in rečeš, zdaj sem pa lahko res razgaljen in popolnoma pristen pred tabo in ne boš šel, ne boš šla stran. Tako, to je ta fora tega, zakaj se poročiti, ni to samo en papir. Ja, pa še nekaj je fora. Zakramenti so darovi. Tudi pri poroki zakonci prejmemo darove. Dobiš pomoč od zgori. Ja. In se mi zdi, da s vami dva te darove zelo čutila. Ti si se bal, da se bo vlkregala, ne? Ja, bilo je veliko enih strahov, kaj se bo zgodilo po poroki, ker še nisva skupaj živela. Ampak se mi zdi, da tako še vedno črpava iz tega zakramenta. In se mi zdi, da tudi enkrat sva neko molitev srečala, da ko moliš, rečeš, iz moči zakramenta svetega zakona, prosim za to in to. In tako, da v bistvu črpaš iz tega. Takrat, ko ne zmoreš sam iz svojega več, takrat lahko tukaj dobiš pomoč. To se mi zdi zelo močna stvar in potrebna slišati v današnjem času. Mi vsi, ki smo pri dižu, ali pa tisti, ki bi se radi priključili, tukaj v resnici je to dodatno pomagalo, ki pa je v resnici bistveno, ki ti lahko pač odnos na čist neko novo raven prestavi. Tukaj ne gre samo za ceremonije, samo za obredje, ne gre samo za nekaj, kar narediš navzven, čeprav je tudi to ful pomembno, kar praviš tok in tok prijateljev, skupnost, ljudje so tam in ti v pričo teh ljudi daš besedo. To je tako ključna stvar, se mi zdi. Ne, pa tudi, lih v avtu sem razmišljala, sicer Boštjan je pa rekel, da je nedodelana misel, sam zdaj bom probala v eno drugo smer peljati. Pač, kaj je Jezus rekel, moj jarem je prijeten in moje breme je lahko. Ne vem, se mi zdi, da pač zakon je jarem, moramo se pa zavedati, da vsak človek ima jarem. In pol, ne vem, ali je tvoj jarem tvoj šiht, in pač zgubljaš živce za tisti šiht, ali je tvoj jarem nek, ne vem, mislim, nek razdrt odnos in prtlaga je pač razdrti odnosi iz tvoje rodbine. In se mi zdi, da tukaj pač ko res vstopaš v ta zakrament zakona, pač sprejmeš ta jarem. Prostovoljni jarem. Prostovoljno sprejmeš ta jarem in pač res je prijeten jarem. Tako, čeprav v bistvu ima sveti zakon ima svoje okvirje. Ima pač sloni na 4 stebrih, ki so v bistvu 4 stebrih pač 4 karakteristike ljubezni. Svobodna, zvesta, popolna in rodovitna ljubezen. In pač te stebri bojo držali najin odnos. In se mi zdi, da tukaj
da je zelo fajn, ker ti tudi pomaga v tej, mislim, en drugmu te stebri pomagajo. Ne? Recimo, ne vem, ko se spopadaš, veliko parov se spopada z nerodovitnostjo, ne? Mi da se pač pol mora tako rodovitnost, tako je to vprašanje, a ne, in te pomaga brusati, pomaga videti te tvoje sebičnosti, pomaga videti pač, a ne, kaj je za, ne vem, recimo spolno željo, ne, pač ko, joj, danes bi pa res, ne vem, danes bi pa res pasalnica, tako je pošteno ali plodna sama, ne. In, a ne, je tisto, ali te motivira ljubezen do sozakonca in v bistvu res to, da pač postaneš eno telo in da postaneš pač Božja podoba, a ne. Ali te motivira v bistvu neko poživljenje, ki ga imaš, pa tako, ne vem, si ful pod stresom in bi pač rabo sprostitev. A ne, in isto recimo, ne vem, tudi zvesto, a ne, ta zvestoba ima ful, v bistvu, če jo odpreš, ima kar velik zadev, kjer moraš nekati, ne. Ja, od dela do čustvenega, do, ne vem, tem, da bi se raje s svojimi starši pogovarjati o konfliktih, ki jih imaš na mestu s svojim možem. Tako, no, se mi zdi, da to breme, ki je lahko, a ne, pač lahko ga gledaš kot težko breme, a ne, se pač vsak lahko, ne vem, eno škatlo vidi kot 100 kilsko ali pa 1 kilsko, ne. Pač to breme, ki če res vzameš zakon v celem paketu in ga objameš in veš, da Bog stoji za tem, a ne, veš, da bo Bog z vama stal, a ne, in da veš, da na koncu moj cikl ni zrihtan že cel let, a ne vem, po porodu, vse zmešnjava, trga se nama, ne vem, mava misli, da bi kontracepcija začela, pa veva, da kontracepcija pač ne pije kle vode, da to bo sam še negativna spirala, pač Bog, Allah, prosim, pomagaš, a ne. In pol, tako, ok, kako pa lahko na ostale načine, da jim probata to najdeti. In pol se brusaš svojo vero, koplješ globlje in obenem pač brusaš en drugega, ne. In se mi zdi, da ful zakon je toliko kul. Veš, kaj bi ljudje rekli? A se vidva malo brez veze ne matrata preveč. A veš, tako bi folk rekel, ne? V resnici. Ne? Tako. Ampak na koncu, iz tega matranja, iz tega brusanja v resnici pride biser, ne? Iz tega, da se ti drugemu, a veš, da ne pometaš stvari pod preprogo, ne? Ker to v resnici bi bilo pometanje stvari pod preprogo, ne? Tako da vstopanje v težavnost tudi zakona, ne? Mi grede, kako se imata pa zdaj kot odnos, tako, mislim, a laufa, a je sta v redu tako med sabo. Se vem, da se skrega tak daj, ne mislim tega, da se ne bi. Ja, kaj moraš reči? Ja. Meni se zdi, da nama zelo lepo teče. Koliko časa sta poročena? Od 2019, 4 leta pa zdaj. 4 leta pa pol. 4 pa pol. Šteješ. Tako da sem čist presenečena, da sploh za to mizo sedimo. Doma imava tudi en tak merilec rezervarja ljubezni. Torej, še na printav. Je članek. Torej, pokažeš svoje počutje, kako se je gor in dol, ne? Se trudva en za drugega. Tako da meni se zdi, da nama v redu laufa. Je pa zdaj, dvojčki otroci, dvojčki doma, otroci, še en starejši, ki zahtevajo svojo pozornost in zmanjka časa za zakon. Ampak se mi zdi, da to, ne? Mi dva sva v času pred poroko izkusila, kaj pomeni zima v odnosu. In znava prepoznati, dajva zdaj le nekaj naredi, da ne bova tja prišla. Tako da si vzameva tisti čas za naju. Našla sva skupno aktivnost, družabne igre igrala. Družabne igre. Delava na odnosu. Se mi zdi, da drugače tudi, da lih iz te izkušnje pred poroko, da sva zelo senzibilna ena drugega in da zelo hitro pač, in tudi da sva odprta temu, da pač umiraš samo sebi, zaradi tega, ker sva si toliko različna, toliko imamo različne jezike in pač veš, da lej, če hočeš, da se bo tvoj zakon boljš počutil, da bo pač miren, a ne pač moraš iti prek sebe, ne. In to lih pri temu rezervarju, mogoče ne toliko, da počutje, ampak da pol probava mi, da še vsak pri sebi filtrirati, ali je moje slabo počutje zaradi tega, ker pač, ne vem, mi otroci po glav skačajo, ali je moje slabo počutje zaradi tega, ker pač, ne vem, Boštjan me zanemarja. Tako povedan. Pa tudi pri Viktorju, ko se je Viktor rodil, sva videla, da sva se kar naenkrat začela ful logistike pogovarjati. Najni pogovori so samo logistiki laufali, ne.
pa pol, ne vem, tudi recimo, ko sva pač mi te mesečne plane financ, pa v bistvu vse popisujeva, ima tako dost analitično zastavljen in pa se pač o vseh teh zadevah pogovarjava in kar naenkrat vidiš, da se ne pogovarjava nič o odnosu. O sebi. Ali pa da bi kakšno knjigo skupaj prebirala. Ne? In sva enkrat to registrirala, midva se sam še logistiko pogovarjava. Ok, dejva si pač boja začela, ne vem, brati eno knjigo skupaj, lih tok, da nama istočnice da. In mislim, da takrat sva začela pa 4-letne čase zakona brati. Pa od nekoga sva se naučila, ne vem točno od koga, mogoče je od Diža to prišlo, da moraš imeti za zakon fiksen čas. Za zakon čas v urniku in to sva tudi dosti hitro naredila, da, ko sva videla, da kar naenkrat, še vedno sva bila skautska voditelja, midva, še vedno sva v bistvu, jaz sem na oratoriju Slovenije še zmer pač zraven pri knjigi sodelovala. Je bilo tako v bistvu veliko enih stvari še odprtih in sva rekla, četrtki zvečer, to je pa pač zaplombiran za zakon, in se mi zdi, da je to iz obdobja v obdobje skozi ugotavljava, ampak mi je všeč, ker sva pač paše nama, da sva skozi tako pozorna, da sva skozi tako malo steady ready, ne? Kam verjamem, da kakšnim ne bi pasali, bi se jim zdel mogoče najin odnos čist preveč stresen ali pa tako, da čist preveč enega matranja, ampak nama ustreza tak stil. A sta tudi zakonski skupini, ne, vama tudi kaj pomaga v tem smislu, da imaš neko redno odnosno zgodbo, s katerim pač še z drugimi lahko kaj predelaš? To pa te spodbude mesečnih zmenkov, to, da pripraviš za nekoga drugega. To je meni zelo dragoceno, da ne pelem jaz zdaj Tinkarje v hribe, ker to bo zmenk zame, ampak da jo gledaš, kaj bi ne pasel. Da jo pelem v opero, ja. Bravo. Tako da, ja. Ti pa en tak zanimiv zmenk sem slišal, da sta imela en cajt nazaj. Veliko zanimivih zmenka tam je. Mogoče je bil ta najbolj neodgovoren zmenk, tako v bistvu, da sva najbolj brez razmisleka v posledice šla vanga. Jaz sem si zaželela. Bila sem noseča z dvojčki. To je, se mi zdi, da zelo pomembna informacija, ker pač je to toliko bolj neumno. Ampak želela sem si iti gledati lučke v Ljubljano, v center Ljubljane, ampak da bi na čovnu gledala. Pač, ko imava prijatelje, ki imajo kanu, živijo gor tam pri Ižici in so si pol to sposodila in pol je Boštjan enkrat rekel, no, danes pa greva. Termin je ful težko najdeti, moraš varstvo za otroke dobiti. Po zimi je to lučke, ne? Ali kako? Po zimi, ja. In takrat je bilo zelo deževno, tako da so rekli. Najprej malo pršil, pol je pa sta začel. Ja. Že tedne prej je dežval, tako da nivo Ljubljance je bil zelo visok. In tisti prijatelj je rekel, ja, če boste šla, ne vem, dejta proba, če boste lahko nazaj prišla, sej me lahko pokličeta, če ne bo šlo. In so probala nazaj, ja, se gre. Pol so pa zavila tam v kanale Ljubljance, tam pa sam šiba voda. Ja. In so obrnila čovn, da greva nazaj, ne greva do Tromostovja. In veslava, in greva kar kontra. Pač stokom greva, nisem mogla iti nazaj. In greš mimo vseh tistih pomolov. Tinkara tam še čist lepo, kako so lepe lučke. Ja, pač, veš, Boštjan je šofir. Tinkara zdaj pa že malo v paniki, ja. Zdaj pa začni veslati, ne. Ker če hočeš imeti čovn pod kontrolo, moraš biti hitrejši od toka. Tako da pol se pa takrat začela veslati in sva k sreči pol šla po pravi strani Tromostovja, torej po desni strani moraš iti, ne po levi, ker na levi je vrtinc. Če bi kdo še rad to počel, po desni se gre. In pol so se ujela tam na enem pomolčku, poklicala prijatelje, pa so naj odpeljali. Ja, imela so še to idejo, da bi šla v bistvu čez Zaporenco, ki je bila dvignjena, da bi šla pač dol do Kapucinov, ker pa bi pa tam pri Kapucinih lahko v Štepanca priješ, ne, do Sotočja. Ampak ja, in tema je bila, ne, valjda, če hočeš lučke gledati, mora biti tema in valjda je bila tema. In jaz sem se bal, to je zmenk za Tinkaro, je Tinkari všeč? Meni je ful dober. Vprašam Tinkaro, a ti je všeč? Ja, ful dober zmenk. Ok, v redu. Ti pa še gledala lučke, pa tako, malo hitro greva, pa tako, pa sem tako malo in navarno, sicer pač ne verjamem, da Boštjan ima plan, kako bo mi da prišla ven iz tega. Šla sem čisto v enem zaupanju, da pač Boštjan mu poskrbo, on doskrat, tako, on je zelo pripraven in tudi vem, da na Boštjana se jaz lahko zanesem. In sem tako, Boštjan ima zihar kaj, še plan B, ne. In ja, je bil, in ko so podaljevala to na zakonske, ker si najprej zmenke podelila, vsi so se nama smejali, kjera bedaka sem bila. In v bistvu, ko pol pomislim, pač,
če bi mi šla čez tisto zapornico, pač mi bi res lahko utonila. To je bil res navaren zmenek. Pač Bogu hvala, da je Boštjan znal to zmanevrirati in v bistvu Bogu hvala, mogoče tudi, da jaz nisem čisto zavedala, da imam dober spomin na to, čeprav zdaj se zavedam, to je bilo skrajno nevarno. Ja, in pa je ful začel scati in pa lih, v bistvu sva videla, da ta čovn pač ne bi šel v naš avto. Naš avto je bil tako na Ižanki parkiran. In pa sva pač poklicala brata Domna, pač Kapucine, lahko s kombijem prijete, pa pač nas odpeljate nazaj na Ig. Ja, tako da kakšne take utrgane zmenke se sprava pač doživetja. Tudi recimo, ko sva hodila, sva šla na Baragovo pot, ne. To je tako Boštjano en najljubših zmenkov, mislim, ne zvleče me več tja noter. Ja, rekla sva, da bo dvodnevni izlet naredila, torej in prespala bova v jami. In tam pri Trebnjem sta 2 jami, velika jama in mala jama, ampak jaz sem vedel samo za eno. In prideva tja, najdeva lukno, tema je že bila, jaz se spomnim, ja, to se moraš neki skloniti, pa prijaš pol noter, pol je pa taka velika dvorana, se bova tam že kaj našla. In pustiva ruzake zunaj, se začneva plazati, tam se skloniva in se plazva noter in vedno bolj tesno in blatno in voda. In Tinkara za mano in je bila za mano, wow, ful dobro. In pridem in se luknja zaključ. Čakaj, Zid je bil, ja. Tinkara ne mora naprej. In so ugotovile, da so šle v malo jamo. In pol so nekako obrnila in prišla ven čist blatna. Pol so najdla veliko jamo in v veliki jami prespala, ampak to je še vedno tak lep spomin. Romantičnost. Ampak je Boštjanu odgovarjalo, v bistvu je pač njemu je to mislim, da še najboljši spomin. Ja, da je šla z mano v eno tako dogodivščino. In pa šele, ko sva brala recimo Ljubezen in spoštovanje, ko pač malo razdela, takrat je šele Boštjan pogruntil njegov Ramo jezik. ob rami. Ja, in recimo to je bila po moje pač ta čista ramo ob rami. In da pač, ja, šla sem v tem zaupanju, ja, se Boštjan ve, za katero jamo se to gre in pač se šla za njim, pač verjamem, da bo zadnji nekaj. Pol tudi ni bilo tako nekega očitanja, joj, kaj se me pelo tlele, koliko sem blatna, ampak je bilo, ok, v redu, bila sva tam. Si iskal tiste radi blatni. Ne grem še enkrat. Ja, sploh. Ok. Ej, super. Jaz sem vam res hvaležen, da ste prišla to svojo zakon zgodbo podeliti z nami, ker je res zakon, res je dobra. Veselim se njenega nadaljevanja, sem hvaležen za vaju, da ste vztrajala v vseh teh že predzakonskih tegobah, ki so vaju v bistvu pripravljali na to. Všeč mi je, da skupaj razbijamo malo te tabuje okrog tega, kaj zakon je, da ni to zdaj kar samo neki rožce, ali pa da pa nikakor ni, da se samo med poliže, polje pa muka. Se pravi, zakon je lep, zakon je super, zakon je zakon. In ne vem, imate kakšno misel za zaključek? Jaz sem se lih spomnila, sorry. No, dej. Fantje, dajte vprašati punce, če hoče biti vaše punce. Ne kar neki mutiti, ne kar neki tako. Mislim, jaz sem toliko ponosna na to, da je Boštjan mene vprašal, še zmeraj imam poslušeno tisto vrtnico, taka mečkana vrtnica je bila in Boštjan mi je takrat rekel, ali bi želela z mano pluti po življenju. Pač sem skozi življenje. Dobesedno poljubljanje. Poljubljanje smo šli. Takrat sva tudi brala knjigo od Baden-Powella. Vodi svoj kanu. Ja, Vodi svoj kanu, ki je za mlade. In pač res, dejte, mislim, naj bojo stvari, naj bo življenjska pot malo markirana. In naj pride do teh odločitev. In zato, ker se mi zdi, da pač, prvo zbere pogum, fant, drugo pa ful lep spomin ostane. In se mi zdi, da, ne vem, jaz sem bila tako počaščena. Je čisto drugače. Ja, je zelo drugače, tako da to pa pol pa tudi na koncu dajte se poročiti. Mislim, dajte vsaj to razločiti, da niste v eni megli, v eni močvari. Odsekite ta drevo, pa boste videli, ali bo pognalo boljše, ali pač enostavno bo sam še štor ostal. Ja, jaz bi pa rekel to, vsi imamo izkušnjo, da dobiš neko darilo. Zdaj, kaj boš s tem darilom naredil? Kakšne darila pač odložimo tja, pa jih ne uporabimo. Jaz res želim, da bi zakonci, tudi če so takrat, ko so se poročili, če niso imeli odnosa, pa še ne črpajo tega darila, da vzamejo, ne vem, tisto
darilo iz police in da začnejo uporabljati darilo, ki jim ga je Bog dal za poroko. Bravo. Se strinjam, ja. Pa bo zaupati Bogu. Hvala lepa, res. Tako, ja, vidite, pri družini in življenju kar pravimo, da se da. Da se da imeti zakon. Je pa res, da je treba na tem delati. Težko ali pa nemogoče je na tem delati sam, tako da vas vabimo, da se pridružite skupnosti parov, ki že delamo na tem, da se vključite v zakonsko skupino. Tule spodaj v opisu na YouTubeu boste našli link, kako se prijaviti v zakonsko skupino, ali pa tudi, če greste na www.diz.si, tam boste najprej našli 10 pravil za boljši zakon, obenem pa tudi vse te prijave, da se lahko pridružite tej skupnosti parov, da lahko začnete graditi odnose, za katere je vredno živeti in jih potem takšne boljše dajati naprej. Hvala.